V bližini obalnega mesta Binjamina so arheologi odkrili dve izjemno dobro ohranjeni marmornata doprsna kipa iz obdobja Starega Rima. 1700 let stara kipa so bili najdeni z obrazom navzdol v jami starodavnega vinske preše. Da jih najdejo lepo in namerno postavljene tam z obrazom navzdol, je. Lahko razumemo, da so bili namenoma skriti, da jih ne bi ukradli ali ponovno uporabili. Artefakti bodo na ogled javnosti v Muzeju Izraela v Tel Avivu v začetku tega tedna. Izjemno redko je najti dva popolna doprsna kipa, saj so jih običajno ponovno uporabili zaradi materiala ali za druge namene. In da jih imamo tukaj pred seboj, potem ko so bili 1700 let pokriti z zemljo, je zelo vznemirljivo in ponosni smo, da jih lahko pokažemo ter delimo s svetom. To je zato, ker je v Izraelu tako redko najti takšne stvari. Odkritje dveh izklesanih glav in zgornjega dela trupa iz rimskega obdobja so našli zadnji dan izkopavanj, ki jih je financirala izraelska železnica kot del velikega infrastrukturnega projekta za podvojitev obalne železniške proge med Tel Avivom in Haifo. Širitev železnice je zahtevala obsežne arheološke raziskave, preden so lahko začeli z deli. Izkopavanja so razkrila obsežen kompleks za proizvodnjo vina iz bizantinske dobe z utorjenimi tlemi, filtracijskimi bazeni in zbiralno jamo za fermentacijo grozdnega soka. Kipi, ki so jih našli zadnji dan izkopavanj, so visoki približno 55 cm oziroma 22 palcev in tehtajo okoli 60 kg oziroma 132 funtov vsak. Ko smo prišli tja in začeli izkopavati ter sami odkrivati najdbo, smo bili navdušeni, ko smo zagledali velike marmorne figure. In ko smo si to ogledali, smo bili šokirani. Nismo mogli verjeti, ker je bilo predobro, da bi bilo res. To je odkritje življenja, še posebej v taki kakovosti in s tako ohranjenostjo. Vidite lahko, da je popolnoma nepoškodovana, razen nosu te figure. Odkritje doprsnih kipov odpira več vprašanj, vključno s tem, koga podobe predstavljajo, zakaj so jih našli z obrazom navzdol in kako so doprsni kipi prispeli v Binjamino. Medtem ko raziskovalci še naprej sestavljajo to 1700 let staro uganko, si lahko javnost od tega tedna naprej v Tel Avivu končno pogleda starodavne figure v oči.